Danes bodo podeljene pohvale in nagrade za najvišje dosežke na državni in tudi mednarodni ravni. To so priznanja za uspehe, ki ste jih dosegli na področju šolskega znanja, glasbe in baleta, kulture, športa ter na področju raziskovalnih nalog. Vsak nagrajenec bo nagrado v posamezni kategoriji dobil le enkrat. Na primer, najmladi v 3 različnih košarkaških ekipah prejmejo nagrado le enkrat. Letošnje leto je okoli 250 nagrajencev, zato mi opravičite morebitne spodrsljaje pri napovedi imen in priimkov. To se namreč zelo rado zgodi. Topel pozdrav na današnjem srečanju pa velja tudi Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice, vsem mentorjem, ki so vas pri delu spodbujali in usmerjali, sem ravnateljem, ki vam pri delu stojijo ob strani, ter seveda občini Slovenske Konjice in Centru za kulturne prireditve, ki podeljujeta priznanja nagrade ter organizirata vsakoletno srečanje najmladi v času konjiških dni. Na oder pa že vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, ki ga prosim za prvi pozdrav. Spoštovane učenke, učenci, dijakinje, dijaki, ravnatelji in ravnateljice, mentori, vsi gostje, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na tej prireditvi, sedaj že zares tradicionalni, katere se vsako leto izjemno veselim. Veselim zato, ker se že lep čas zavedam, kakšen pomen ima znanje, različno znanje v različnih panogah za življenje v naših krajih, predvsem pa za nadaljnji razvoj. Prav gotovo ste že veliko slišali o pomenu znanja. Pa naj še k temu dodam nekaj stavkov, da na povsem praktičen način ponazorimo, kaj pravzaprav to pomeni. Vsi poznamo oblačila v različnih trgovskih centrih, po kako nizki ceni se pravzaprav prodajajo. In če si predstavljamo, da je treba upoštevati porabo električne energije, da je treba kupiti blago, in ko na koncu razmislimo, koliko daste vi v trgovini, pa damo vsi skupaj v trgovini za ta izdelek, se pravzaprav vprašamo, koliko pa ti ljudje, ki delajo, fizično delajo, zaslužijo na koncu. Pravzaprav je ta dodana vrednost zelo majhna, ker je tudi relativno malo znanja vloženega, nič novega se ne dogaja pri šivanju. Če pa htemo za primerjavo damo primer, in teh primerov imamo v naši Dravinjski dolini kar nekaj, ko pravzaprav ljudje vključijo svoje znanje, ker marsikdo ne zna narediti kakšnega orodja, vključi znanje in delo, potem pa dobimo tako imenovano visoko dodano vrednost. In samo takrat lahko zasluži ta organizacija, ti ljudje, zaposleni, toliko, da lahko živijo relativno ugodno življenje, da lahko omogočijo šolanje svojim otrokom in na koncu koncev, da se tudi okolje, v katerem živimo, izboljšuje. Nič ni brez denarja in do denarja se pride tako, da vključimo predvsem svoje znanje, seveda pa tudi pridne roke. Zakaj vam to govorim? Zato, ker sem prepričan, da ste v tej dvorani danes sami takšni, ki se zavedate svojega znanja in ki ga želite še izpopolniti in k temu dodate še nekoliko vztrajnosti in uspeh je tu. Takšen, kot ga ste ga dosegli na tej stopni sedaj. Jaz vam vsem skupaj za dosežene rezultate iskreno čestitam in vam želim, da pri svojem nadaljnjem šolanju obdržite te svoje navade
to svojo željo po pridobivanju znanja, predvsem pa vztrajnost, s katero se v življenju marsikaj dosega. In kamorkoli boste prišli, s ponosom povejte, da ste se te vztrajnosti navadili v Drevinski dolini, da ste znanje pridobili na naših šolah in bodite ponosni Konjičani. Iskrene čestitke še enkrat, prijetno druženje in ko se naslednjič vidimo, imejmo nasmeh na obrazu. V torek 21. junija je v Kulturnem domu Slovenske Konjice ob 11. uri potekala predstavitev raziskovalnih nalog iz različnih področij. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je sprejel osnovnošolce iz Osnovne šole Podgoro in Osnovne šole ob Dravinji, osnovnošolce iz Loč in dijakinje Konjiške gimnazije. Skupaj z mentorji so čez celo šolsko leto pridno ustvarjali in raziskovali ter se veselili končnih izdelkov in uradne predstavitve z naslovom Najmladi. Naslovi njihovih raziskovalnih nalog so zelo zanimivi. Starostniki in mladi z roko v roki, mladi in internet, vpliv kmetijstva na podtalnico, ribnik Jernejček izziv za turista, ali so slovenski književniki imeli smisel za modo, sliši se pesem iz šolskih dni, vezenje na Konjiškem in ko Konjice zaživijo, se legende prebudijo. Iron, wash dirty clothes, take kids to the school. Oh, I know. I will tell my husband to take kids to the woods and leave them there. Guten Abend. Good evening, my dear. I've been thinking about you and me being alone for some time. You know, you will take kids to the woods and let them go camping there. Also ich weiß nicht. Wie soll das gehen? Come on, just for a few days. Just you and me, alone. Janko, Peter, kommt her. Lass uns campen gehen. Wir erkundigen die Natur, sehen viele Tiere und haben viel Spaß. Los, wir warten. Auf Wiedersehen. Goodbye. Addio, Mami. Adios, Mama. Bye bye. Ich hole dann das Holz. Wir sehen uns später. Ihr bleibt hier. Tschüss. Adios. Adios, Papa. Papa. Me parece un poco extraño porque el padre no llega tanto tiempo. Strano, no lo vishla. Pero ¿cómo? No conocemos el camino. Lachna sem. Está bien, vamos a buscar algo para comer.
Čarovnica gleda, če v peči že gori, jo Metka brž porine na sredo te peči. Janko in Metka pa stečeta domov, Janko in Metka pa stečeta domov.